Kaj pa, če bi revijo? Aha, ok, evo, in je to bila neka ideja, torej to mi je draž in to mi je izziv. Z neke ideje, ki se ti porodi slučajno, da to implementiraš in da živi in da gledaš, ok, zdaj že, ne vem, sedem teh revij imam, tiste naslovnice in sem ponosna, ok, glej, to je z neke enostavne ideje se je to porodilo, kako je to zanimivo. Radi se družite tudi s prijatelji in prijatelji pravijo, da ste zelo organizirani, sistematični in kako vam že rečejo? Kraljica? Prijatelji mi pravijo, da sem kraljica koledarja. Ja. Kraljica koledarja. Definitivno imam vse stvari v koledarju, do minute natančno, ampak se pravim, spet po drugi strani se lahko to zelo hitro spremeni in kot detektiv moraš znati s tem žonglirati. To je izziv našega poklica, to je dejstvo. Ker stranka, ki te potrebuje, te bo potrebovala zdaj. Podobno kot odvetnika, ne? Ampak verjamem, da smo mi še toliko bolj podvrženi torej tej dinamičnem delu, ker mogoče se bo ena stvar zgodila zdaj. Bo nek delavec pod vplivom alkohola ali pa prepovedanih drog ali pa bo neka delovna nezgoda v podjetju. Je treba urgirati zdaj, jaz ne moram reči, jutri bomo prišli. Ali pa dogaja se neke tatvine, nekaj čudnega se dogaja v nekem skladišču, moramo iti zdaj. Ne? Nek delavec je šel na bolniški stalež, je treba urgirati zdaj. In ogromno je takih stvari, torej, kjer je potrebno iti takoj. Ker mogoče v naslednjem trenutku, v naslednji uri se dokaza ne bo dal več dobiti, ker ga ne bo. Torej, kljub zelo organiziranemu urniku je vaš delovnik zelo dinamičen. Absolutno, ja. Ste tudi človek nenehnih sprememb. Ja. To je pa spet se mi zdi neka moja osebna lastnost, za katero si dostikrat pravim, a mi je res treba, ker si zadam še nek tretji projekt, ne. Ali pa ne vem, ker sem bila tik pred temo, da izgorim dejansko pred leti, pa je bilo potem 2 meseca, da sem nekako se spravila v red, ne, in potem ta 3. mesec sem se vpisala na doktorski študij, ne. In se rečem, pa a ti je treba? Ne, ni ti treba, ampak tak človek sem, ki se stalno daje pod pressing, da doseže še več. Oziroma, vse tako kot jaz vidim, je to, da se v poslu igram, oziroma da se, kako ne rečem, samo razvijam. Ker stalno se da nekaj boljše, stalno se da nekaj na drugačen način. In kaj lahko jaz za svojimi osebnostjo in za svojimi lastnostmi na drugačen način naredim. Tako da ja, je na nek način prekletstvo, zato ker se dajem pod pressing in ker si zadam še 5. projekt, ki mi ga ni treba, ne? Ker v osnovi bi lahko z neko klasično detektivsko dejavnostjo čisto normalno živela v nekem kolektivu, ampak vidim, kaj se da, vizijo imam na drugačen način, na druga področja. Tako, in to me žene. Pa druge stvari, seveda strokovne, doktorat, razni strokovni članki, ker so spet doprinos nekomu, ki bo to bral. Ker bo nekaj znanja s tem dobil. Neka predavanja širši javnosti, otrokom, mladostnikom, ker bo spet imel nekaj od tega. Na tak način gledam. Kako vas sprejemajo otroci, mladina, ko jim predavate? So vedoželjni? Moram reči, da so, ne. Čeprav na prvo žogo je detektiv, kaj pa delaš, ne, mislim. Še vedno, ne glede na to, da je detektivska dejavnost v Sloveniji od leta 1994 zakonsko regulirana, ne, in se je takrat v bistvu začela nekako razvijati, še vedno je dosti tega, da se ne ve, kaj pravzaprav počnemo. Tako da se mi zdi bistveno o tem še vedno govoriti. Kaj bi rekli, če vas nekdo tako na hitro vpraša, detektivka, wow, kaj pa počneš? Zbiram dokazno gradivo za stranke, preiskujem torej primere bodisi raznih bolniških staležev, potnih stroškov, pridobivam dokazno gradivo o primerih, kjer v bistvu stranka že dejansko izrabi vse prejšnje možnosti, ne ve, kako bi z neke slepe ulice šla ven. Preverjamo tudi, se pravi, iščemo premoženje in pa preverjamo razne informacije, ki vam pomagajo pri boljših bodisi poslovnih odločitvah ali pa privatnih odločitvah. To je zelo na kratko.
Pomoč je recimo tudi vaše pisanje, vaše kolumne, vaši članki, tudi revija, ki jo izdajate enkrat na leto pod lupo, kaj ne? Tako je, že par let izdajamo revijo in to spet bilo iz tistega mojega vzgiba. Kaj pa, če bi revijo? Aha, ok, evo. In je to bila neka ideja, torej to mi je draž in to mi je izziv. Z neke ideje, ki se ti porodi slučajno, da to implementiraš in da živi in da gledaš, ok, zdaj že ne vem, sedem teh revij imam, tiste naslovnice in sem ponosna, ok, glej, to je z neke enostavne ideje se je to porodilo, kako je to zanimivo. Se vam je porodila tudi misel, ali se morda že dogaja, glede na to, da imate zelo bogato knjižnico, da imate ogromno biro znanja, vi, vaš partner, vaši kolegi, ampak nekdo je glava družine. Kaj pa, vaša knjiga? Ja, se mi je porodilo že pred leti, ampak mi časovno zadeva ne znese. Bi pa z veseljem, seveda. Ideja tli. Ideja tli. In verjamem, da nekoč bo implementirana. To zagotovo, neizpodbitno. Tale članska izkaznica, ki jo nosite s seboj, to je pravzaprav vstopnica, da lahko to počnete, kar počnete. Tako. Pištole nimate, varnostnega orožja nimate s sabo, izkaznico imate in ko pa pristopite k potencialnemu bodočemu, recimo zločincu ali kakorkoli že temu rečeva, se morate najprej z izkaznico identificirati? Izkaznica je torej, oziroma vstopnica. Pogoji za vstop v detektivske vrste so torej najmanj visokošolska stopnja izobrazbe. V skladu z zakonom iz leta 2011, ki je zdaj trenutno veljaven, opravljeno usposabljanje za detektive, ki je torej v obsegu 80 ur. Opravljen detektivski izpit pred 4-člansko komisijo, nekaznovanost, torej varnostno preverjanje in to v bistvu. Kar velja poudariti je to, da ni potrebno, torej, da si iz neke pravne smeri doštudiral ali pa vrstoslovje, lahko si tudi ekonomist, lahko si tudi pomembna je visokošolska stopnja izobrazbe. Ampak potem so, a veste, ne prideš nepopisan list, seveda moraš imeti neke danosti, vse jaz trdno verjamem v to, ampak to so pa potem leta in leta nabiranja izkušenj, ki jih moraš dati skozi, torej, da postaneš vedno boljši preiskovalec. Varnostno orožje imamo od leta 2007, ampak moram reči, da v zadnjem letu sem ga 2-krat vzela s seboj, prej nikoli. Zdaj pa so bile take situacije, da sem rekla, ok, ne vem, kaj bo, vzamem s sabo. V večini časa je pa v sefu. Imam pištolo, imam revolver, ker mi je tudi to nekako hobi. Ker vsako toliko časa gremo s kolektivom streljati in v tem uživam. Zanimivo. Ženski hobi, kaj ne? Ženski hobi, ja. Uživam, moram reči, v moških vrstih. Uživam delati v moških vrstih, uživam delati v ženskem kolektivu in v moškem, naš kolektiv je mešan. Ja, ampak nekako sem vedno, se pravim, tako kot sem rekla, sem ženstven človek, ampak marsikdaj pa po moško delujem. Poenostaviti stvari, gremo stvar narediti tukaj in zdaj. Ne, da se pogovarjamo. Vaši kolegi pravijo, zelo zna udariti po mizi, ampak takrat, ko je to treba. Ja, to me pa že od mladosti ne prenesem krivice. In če vidim, da se nekomu zgodi krivica, se potem vpletem zraven. Če je to dobro ali ne, ne vem, ampak to me izredno moti. Omenili ste, da ste v nekem obdobju svojega življenja praktično poslovno ali posebno, kakorkoli že, tudi na nek način izgoreli in vse več je izgorelosti dan današnji. Kje si danes polnite energijo? Ja, to je stvar moje osebnosti. Sej jaz tako gledam na izgorelost, ker se ženeš, ker hočeš več, ker te zanima, ker kreiraš. In jaz se tukaj težko ustavim. In ne čutiš, ne? Ker so projekti, pa tisti projekt mi je zanimiv, pa dajmo to, pa dajmo še tisto, pa to bi se dalo nadgraditi. In če se težko kot človek zaustaviš v tem, stalno delaš. In tudi dostikrat se zalotim, pridem domov in potem, ok, ko imam prost trenutek zvečer, recimo si vzamem računalnik in delam. In moram sebi reči, ne, vikend je, vzami si fraj. Ne? Ker tudi fizis se stara in je potrebno tudi za njega skrbeti. Dočim, ne vem, 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj, jaz sem bila vsak prosti trenutek, ni bil prosti trenutek, ampak jaz sem bila v pisarni non-stop. Pisarna teren, ne dopustov, ne praznikov, pisarna.
Delo, 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 delo. Ker ko te nekaj tako veseli, da bi v tem bil skos, pač moraš imeti neke mehanizme. In v šali rečejo v pisarni, ok, Bernarda, petek je 4 popoldan, čez vikend ti ne dovolimo, da se priklapljaš na program, ker te bomo blokirali. Za šalo, ampak zares tudi. Vzemi si fraj, ker ni ok to, kar počneš. Ja, in tukaj imam še vedno izziv.